Dobrodošli v novi epizodi Vroča tema. Danes gostimo človeka, ki na zgodovino ne gleda le skozi letnice, temveč skozi korake naših prednikov. Z nami je gospod Bojan Knific, kustos Tržiškega muzeja in eden vodilnih slovenskih etnologov na področju oblačilne in obutvene kulture. Ampak ker smo ravno v času, ko se pomlad lepo prebuja, ko se dnevi pošteno daljšajo, pa imamo tukaj tudi v Tržiču nekaj zelo skupnega z daljšanjem dneva in seveda z tistimi čevljarji, ki so pozdravljali daljšanje dneva, po domače rečeno. Tako da, Bojan Knific, dobrodošli. Hvala za povabilo. Danes bova vrgla vuču vodo, ne? Ne bova jo vrgla, bova se pa pogovarjala. Pogovarjala pa tem, tako pa ja. Torej, vse nekako je znova povezano s prihodom pomladi, predvsem pa z daljšanjem dneva. Kajti v tistih temačnih koncih, za tiste čase zime, seveda so tržiški čevljarji komaj čakali, da se dnevi daljšajo, da imajo več dnevne svetlobe, kajti vemo, takrat elektrike ni bilo povsod, oziroma je sploh ponekod ni bilo. Tako da, dajte nam povedati najprej takole za uvod, kako ste se odločili, da nam podajate to zgodbo, napisali se knjigo Gregorjevo, Ko gre luč v vodo in se prične pomlad. Je bilo to kar precej dela ali je bilo vseeno veliko ljudi, ki so znali povedati te številne spomladanske anekdote? Ljudje veliko vejo o tem, zlasti v Tržiču, pa ne samo v Tržiču, tudi v Kamni Gorici, v Kropi, v Železnikih in v nekaterih drugih krajih. Res je šega živa, ne samo v spominih, ampak se dejansko še obuja. Otroci v današnjem času seveda izdelujejo te gregorčke, jih spustijo v vodo in na ta način oznanjajo prihod pomladi. Po drugi strani pa simbolno oznanjajo ta čas, ko je čevljar v tržiškem primeru nehal delati ob luči. Čeprav je zanimivo, da je v bistvu že najstarejši viri, ki jih imamo o tem iz Tržiča, govorijo, da je to stvar, ki jo obujajo, ki se jo spominjajo, da luč v vodo vržejo zaradi tega, ker se to spodobi in ker je to v navadi, ne ker bi bila to življenjska resnica. Namreč to je že doba elektrike v 20. stoletju, čevljarji so že delali ob umetni luči in so dejansko to šego samo še obujali, ohranjali živo in na ta način ostaja živa v sodobnosti. Ja, ogromno raziskovalnega dela ste opravili na področju obutve, oblačil, tukaj kar nekaj knjig, nekaj bi jih rad vseeno izpostavil, kajti ste spoštovanja vreden etnolog in lepo skrbite za našo slovensko kulturno dediščino. Obutvena dediščina na Slovenskem, tržiški šuštarji, slovenska ljudska oblačila v 19. in prvi polovici 20. stoletja, Gregorjevo, kot sem že omenil, Ko gre luč v vodo. To so kar zahtevna področja po svoje, iskati te še živeče ljudi, obutev samo, zgodbe, morda modele teh Gregorčkov in vsega tega, če ostanemo najprej pri Gregorjevem. Ja, etnologi imamo en svoj način raziskovanja in svoj način dela. Seveda so ključni ti ustni viri, ti ljudje, ki se spominjajo nekdanjih časov ali pa sodobnosti, odvisen od teme, s katero se ukvarjamo. Ampak vseeno pa etnologi pogledamo tudi literaturo, pogledamo arhivske vire, pogledamo, kje stvari so bile na določeno temo že napisane, že obravnavane in seveda poskušamo od tam črpati, pa na nek način podati neko razlago, ki je današnjim ljudem tudi blizu. Torej, kakšne stvari se da ugotoviti v današnjem času, tudi za nazaj, kdaj se da narediti kakšna rekonstrukcija ali pa vsaj domnevo je mogoče postaviti. Predvsem se pa lahko opiše, kako zdaj neka stvar, nek pojav živi v sodobnosti. Kako je živel tudi mogoče v času mladosti teh starejših prebivalcev, kako se je spreminjal. Torej, v tem pogledu ustnih izročil raziskujemo lahko zadnjo stoletje. Če pa želimo pogledati dalj v preteklost, je pa potrebno pogledati tudi druge vire. Zdaj, jaz sem recimo od starih staršev zvedel, da je to obdobje, ko se ptički ženijo. Priznam, da takrat še nisem toliko vedel o teh spuščanju Gregorčkov in tega ognja, s katerim se potem igrajo po točkih in rekah. Kako je zdaj to razložiti našim gledalkam in gledalcem?
ta običaj, ko se ptički ženijo, in pa samo Gregorjevo v smislu, ko se vrže luč v vodo? Vsem gre za dve stvari, ki sta sicer povezani, zato ker se ptički ženijo na Gregorjevo in na Gregorjevo gre tudi vuč v vodo, ampak po drugi strani v Tržič so govorili, da se ptiči ženijo že na Vincenca, torej januarja, konc januarja je bila že ptičja svadba. Ponekod so govorili, da se ptiči ženijo na Valentinovo. Res pa je, da večinoma na Slovenskem pa poznajo ta datum na Gregorjevo, torej 12. marec je god svetega Gregorja in takrat pravzaprav praktično povsod na Slovenskem poznajo to govorico. In nekdaj od tega so se ljudje še spominjali, to zdaj spet obujajo tudi v vrtcih, tudi kje drugje. Navada je bila namreč, da so majhne otroke, take naivne, nedolžne, bi človek rekel, peljali na kakšno jaso, starši ali pa stari starši so tam poskrili nekaj cukrov, kakšne piškote v grmovje in so potem otrokom rekli, da je siguren kaj ostal od ptičje svadbe, od ptičje ohceti in da naj otroci to pogledajo. In seveda, ko so otroci te stvari najdli, so bili veseli in naivno so seveda verjeli, da je to dejansko ostalo od te ptičje svadbe. Je pa stvar stara, ima predvidoma predkrščanske korenine in je povezana z v slovanski mitologiji 3 bogovi, tam imamo Peruna, Velesa pa Mokoš in na nek način ta ptičja svadba simbolizira neko nekdanjo svadbo med 2 bogovoma, torej med 2 bogovoma, med Jurijem in Maro v poznejši govorici, sicer pa verjetno med Perunom in Mokošjo. Jurijem in Maro. Potem ima svet Jurij tudi kaj veze s tem jurjevanje, glede na tega boga, ki ste ga omenili? Ja, je tudi to potem šlo nekako to svojo pot naprej? Sklepam zdaj po neki logiki povezovanja vseh teh dejstev, faktov, ki jih lahko najdeš v knjigah. So pravi sklepi. Je pa res, da je zelo težko razlagati o tej mitologiji, ker stvari niso bile zapisane in velikrat gre za domneve, ampak raziskovalci, mitologi, ki se specialno ukvarjajo s tem področjem, ja, oni znajo te stvari lepo razložiti in pojasniti. Tudi ta nek pramit, ki je obstajal za celo človeško skupnost, se je v različnih fragmentih ohranil, v pesmih, v šegah, v obredjih in ostaja prisoten tudi v današnjem času, čeprav težko povežemo z nekimi temi stvarmi, ki sodijo tisočletja nazaj, ampak vendarle. Ja, takole recimo Kurnikova hiša, v Tržiču, precej znana zgodba za vse tiste, ki seveda radi zahajajo tiste konce. Takole vidimo ogenj, ki predstavlja to luč in pa to košarico. Nekako. To je ta osnovni model. To je osnovni model, ne povezan s ptičjo ohcetjo, ampak s puščanjem gregorčkov. Tudi letos v Kurnikovi hiši pripravljamo razstavo, kjer bodo gregorčki, ki so jih izdelali otroci osnovne šole, ki so jih izdelali tudi na enih delavnicah, ki smo jih imeli v Tržiškem muzeju, si jih bo mogoče ogledati. In na ta način se nekako srečati s to na nek način staro šego in s sodobno ustvarjalnostjo, ker gregorčki zmeraj na nov nastajajo. Ja, ta zgodba o teh ptičkih, ki se ženijo, omenjali ste tudi Valentinovo, ki nam je nekako bilo pripeljano z vsem tistim pompom, ki ga znajo povzročiti potem v nakupovalnih centrih, industrija stoji za tem, nekakšna amerikanizacija na našem terenu. Ampak ta praznik se mi zdi čudovit, recimo to, kot se ptički ženijo, slovenski, ali ne? Ja, na nek način ja, seveda, mi smo stare korenine, še preden smo Slovenci, bi Slovenci, ampak vendarle stoletja je živel v našem okolju in stoletja so dolge te govorice o ptičji svadbi in zlasti v zadnjih letih, tako jaz slišam od tega in onega, ki razmišlja o tej stvari, da bi mogoče bilo Gregorjevo pravo za neko slavljenje tudi ljubezni. Slovenski dan zaljubljenih. Recimo, bi tako vzeli, seveda.
Današnji čas je popolnoma drugačen, kot je bil čas pred stoletji. Tudi o ljubezni razmišljamo drugače. Izkazujemo ljubezen popolnoma drugače, kot je bilo to pred leti. Ampak vendarle ima neko to sporočilo svatbe, to pa je dejstvo. Ja, ampak je simbolika čudovita. Ne? Takole luč se prižge tudi v teh hiškah, ne? Simbolizira neko novo življenje v hiši sami, kjer seveda skupaj živimo ali pa jih živi celo več. Mož in žena, ne, ki greta svojo novo pot v pomlad, ki prihajajo tudi otroci morda kasneje. Tako da tukaj iz vzgojnega vidika, pa tudi kulturnega seveda, za naše zanamce oziroma za tiste, ki prihajajo, to lahko rečem čudovit praznik. Je, iz vzgojnega vidika ima veliko komponent. Se mi zdi, da je tudi to srečevanje na nek način z dediščino, s katero se otrok, ki recimo izdeluje gregorčka, ukvarja. Saj ne gre samo za to, da nek predmet splava po vodi. Gre tudi za spretnosti. Gre za spretnosti, gre za to, da se otroci mogoče seznanjajo in staro arhitekturo, z načinom gradnje, pa kakšna je bila oprema, kakšna so bile strehe, kakšni so bili dimniki, recimo pri izdelovanju nekih takih hišk. Po drugi strani pa poleg te spretnosti pa sprejema veliko bolj poglobljeno neko ozadje te šege, zato ker vendarle ta stvar ni narejena v 5 minutah. Lahko je proces precej dolgotrajen in če se človek z neko stvarjo dolg časa ukvarja, potem je možnost, da ostane v njegovem bolj trajnem spominu. Se pravi, da ne bo čez pol leta pozabljena stvar oziroma neka stvar, ki šla mimo. Kako daleč po Sloveniji seže izdelava gregorčkov, teh hišic? Kako je s tem? Je to bolj domena gorenjskih vasi, krajev, ali se to širi tudi kam dlje, glede na to, da je tako lepa ta zgodba? Ja, zdaj, če gledamo tradicionalno, je bila to stvar predvsem povezana s temi kraji na Gorenjskem, sem jim že omenil, torej Tržič, Kropa, Kamna Gorica, Železniki. Ampak podatke o tem, da so spuščali gregorčke oziroma neke take stvari, da so izvajali, imamo tudi iz okolice Brnika, pa okolice Preddvora, pa iz Gori, pa še z mnogih drugih krajev, ne samo teh trških središč, ampak tudi iz vasi. Podatke o tem imamo tudi iz okolice Ljubljane, najdlje pa grejo podatki do Ribance. Torej, v Ribanci so tudi že na začetku 20. stoletja pisali, da je to stvar, ki je tam uveljavljena in ki jo tam počnejo. Torej, ti predmeti goreči oziroma z lučjo splavajo po vodi. Drugje na Slovenskem, pa ne samo na Slovenskem, ampak je tudi v tujini, se pa stvari razvijajo v zadnjih letih. Zdaj ne vem, ali letos bojo tudi spuščali gregorčke v Berlinu ali ne, ampak recimo Slovenci iz tistega okolja so to stvar tudi v njihovem, zdaj novem domovanju sprejeli in jo širijo med ljudmi. Pa ponekod v Nemčiji, tudi drugje, ne? Tudi ponekod drugje v Nemčiji. To je ena stvar v povezavi z Gregorjevim in spuščanjem luči po vodi na Gregorjevo. Druga stvar je pa, da podobne šege poznajo tudi drugje po Evropi. Marsikje, zlasti na Bavarskem, tudi ponekod v Franciji, v Švici marsikje stvari živijo zelo intenzivno. Ja, delujete v Tržiškem muzeju. Kako interesantna je lahko ta zgodba tudi v smislu turizma, obiska tujcev? Vemo, Bled ni daleč od Tržiča, tudi Ljubljana konec koncev ni tako daleč stran. Meni se to zdi blazna, atraktivna zadeva, zelo srčna, taka topla tudi, za obisk, seveda odvisno predvsem tudi od vremena, ampak imate kakšne informacije, kako je s temi recimo organiziranimi obiski, da ljudje spoznajo našo kulturo tovrstnega tipa? Danes je to turistična prireditev, to je dejstvo. Torej, po eni strani se stvar ohranja in poustvarja, ampak se poustvarja in ohranja tudi majčkeno zavestjo, da je to nek turističen dogodek, ki mora biti organiziran. Danes so tudi časi drugačni. Veste, včasih je človek spustil gregorčka, ki ga je pač spustil, pa ni bilo treba nobenih redarjev, pa gasilcev, pa takih in drugačnih organizatorjev. Danes brez tega ne gre.
prihajajo ljudje tudi od drugod. Jaz sicer mislim, da je predvsem pomembna stvar za Tržičane in da je ključno, da Tržičani pri tem sodelujejo, da so Tržičani tam zraven. Seveda so pa ljudi nas zanima in nas privlačijo te stvari in prihajajo tudi ljudje od drugod, ne velikokrat z Ljubljane pridejo na dogodek sami in pridejo razstavo si ogledati in kakšne druge stvari. Je pa res, da iz tega, da bi nastal nek še večji turističen dogodek, kot je pa mogoče stvar majčkeno narodna tudi o tem, ker sveti Gregor goduje 12. marca v Tržiču in v teh krajih, ker tradicionalno spuščajo gregorčke ali barčice, ohranjajo ta datum in to je lahko med tednom, lahko je za vikend, stvar je manj predvidljiva, kot bi si turizem želel. Jaz verjamem, da za organizacijo nekega turističnega dogodka bi bilo bistveno lažje in boljše in tržno uspešneje, če bi bilo to vsak leto soboto. Ja, recimo v prestolnici je ob reki Rečici Gradaščici, ki se izliva v krakovskem nasipu v Ljubljanico na Ajprovi, ki so jo tudi lepo obnovili, zdaj je tam lepa sprehajalna pot, tako da tam je ponavadi res ogromno. Zakaj omenjam Ajprovo, ne? Kajti gre za center Ljubljane in vemo, mestni otroci, vaški, podeželski, se moramo priznati, se razlikujejo, je drugačna zgodba, vseeno ozadje, ampak presenečen sem bil, koliko staršev z otroci pride tja in čeprav zadnja leta je bilo precej smole z vremenom, ne? Ja, ne samo tam, tudi na Gorenjskem. Gradaščica velikrat naraste in potem težko spuščajo te gregorčke. V Tržiču jih spuščajo ali pa spuščamo tudi v takih vremenskih razmerah, po neki racionalni logiki se to ne bi zgodilo. Je poskrbljeno sicer za varnost v vsakem primeru, ampak v Tržiču so vajeni, tudi če pada dež, ljudje pridejo z gregorčki in jih spustijo. Tako da to ni ovira. Omenili ste pa to širjenje tudi, oziroma organiziranje teh dogodkov drugje, kjer ni tradicija ta stara, ne se sem omenil, v okolici Ljubljane je bilo znano spuščanje gregorčkov, ampak na Gradaščici je pa to nova tradicija, bi rekli, ne? To je stvar, ki je zaživela pred desetletji, ima že tudi zdaj lepo tradicijo, ampak vendarle nima te kontinuitete kot pozdrav pomladi nekako, ne? Nekako pozdrav pomladi, ampak vendarle gregorčki so neka taka prijetna stvar zaradi izdelovanja, zaradi povezovanja otrok in odraslih in potem imamo tukaj še to svečko luštno, ki zagori ob mraku in vodo. Stvar je v osnovi prijetna, mogoče ta beseda bo najbolj primerna. Ampak malce sem ga pobiksal, moram bi vprašati, zakaj ravno hiška? Težko je reči, od kdaj hiška. Od tiste košarice, material je tudi stvar revščine, morda prisotna. Košaro so lahko spletli s kakšnim, ne vem, drugim materialom, s kakšnim vejevjem, to je pa že malce naprednejša gradnja. V resnici težko rečemo, kaj bi bilo prej, to je pomembna kura pa jajc, katera stvar je bila prej, tudi v tem primeru. Res najstarejši podatki, ki jih imamo železnikov, govorijo o tem, to je sredina 19. stoletja, da so na dilco namazali smolo, to smolo zažgali in to spustili po vodi. Potem pa vsi ostali podatki, ki so iz poznejših obdobij, pa že omenjajo neke barčice, hišice, cerkvice, papirnate ali pa z neko leseno podlago, pa neka kartonasta, papirnata stvar potem na tej leseni podlagi. Nekatere so res prave mojstrovine, to je neverjetno. Krasni izdelki, jih je tudi težko spustiti. V Tržiču je bila tudi dolg let v navadi, da niso te hiške spustili, da bi po vodi odplavali, ampak so jih samo simbolično dali na vodo in jih imeli privezane z vrvicam. So jih potem otroci nazaj vzeli. So tudi zgodbe povezane s tem, kako so se otroci velikrat težko ločili od teh hiš, ki so jih izdelali, jih dali na vodo, pa so zaplavali, pa so otroci pojokali, kaj je hiška potonila. Ampak to so vse neke razvojne faze. Prej ste omenjali tudi košare, oziroma neke cambohe. Korpce, Ja,
Ampak v zvezi s tem je bolj ključno to sporočilo, da se nekaj odvrže, kar je sicer za odvreč. Namreč vzeli so včasih, to imamo pripovedi iz Tržiča, pa tudi kot drugod, stare košare, ki so bile za v smeti, ampak jih niso dali v smeti, ampak so jih napolnili z oblanci, polili smolo in to dali na vodo. Kakšen star pehar je na ta način odplaval. V kropi so kakšno staro coklo, ki je odslužila svojemu primarnemu namenu, polili smolo, jo zažgali, pa jo je tudi voda odnesla. Tako da v tem pogledu racionalnega razmišljanja je bilo tudi. Je pa druga resnica, da se res kmalu omenjajo tudi čist konkretno izdelane hišice, cerkvice, pravzaprav kar veliki predmeti. Ne majhni gregorčki, kot se ponavadi danes izdelujejo, ampak to je lahko imel tudi meter ali pa 2 metra, pa je bila stvar visoka in je lepo plavala. Je to največji praznik v Tržiču? Ne vem, če ne bom krivice naredil, če rečem, da je mogoče je šuštarska nedelja vseeno še bolj tak izrazit ali pa množičen praznik. Je pa res, pa imamo tudi vleko ploha, recimo v Lomu, pa še mnoge pomembne dogodke turistične in sicer povezane z dediščino. Ampak Gregorjevo pa ostaja ena taka pomembna stvar, s katero se Tržičani identificirajo, jo imajo za svojo in tudi na nek način jo želijo ohraniti kot neko svojo stvar, kot neka stvar, ki je posebna tudi v slovenskem in širšem evropskem prostoru. Dajte nam malce še pojasniti to zadevo. Vemo, da je bil julijanski koledar, pa gregorijanski. Zdaj seveda tam so se kar dobro ušteli tudi za par dni in več. Tako da na koncu so nekako se ljudje, ko so zamenjali julijanski za gregorijanski koledar, zbudili kar 10 dni kasneje, čeprav so prespali eno noč. Se da to malce poljudno pojasniti, kaj je bilo pod Julijem Cezarjem, ki je to uvedel, in potem kaj je bilo pod papežem Gregorjem? Lahko, mogoče eno vodak, torej eno je sončevo leto, drugo je lunin koledar. Ljudje seveda smo povezani z naravo, z okoljem, z vesoljem in od nekdaj bili in razmišljali, kakšne stvari bi bilo treba v življenju početi, kakšne obrede izvajati, da bi to stvarstvo ostajalo še naprej. In večinoma so obrede vezali na sončev koledar. Potem pa seveda z napredkom pride do koledarja, ki je bil določen matematično. Torej Julius Cezar je uvedel ta julijanski koledar v začetku našega štetja in je veljal približno 1500 let. Torej 1584 pa pride papež Gregor XIII, ki pa uveljal spremembo. Namreč kaj se je zgodilo? Julijanski koledar je štel dneve v letu, imel je tudi prestopna leta, se pravi to, kar poznamo še danes, ne vsako 4. leto prištejemo še en dan, ampak če to računamo s sončevim letom, se ne izide. In v teh 1500 letih približno se je nabral 10 dni. Se pravi, sonce je bilo 10 dni odmaknjeno od tega koledarja, ki se je računal po teh štetih dnevih. In zato je Gregor s pomočjo drugih ljudi, ki so mu matematično pomagali, ampak Gregor XIII je bil tisti, ki je uvedel ta novi gregorijanski koledar in po tem koledarju prestopna leta niso tista, ki so deljiva 100, razen če so deljiva s 500. Torej, leto 2000 je bilo prestopno leto, leto 1900 ni bilo prestopno leto. Tako da na ta način smo bistveno bližje temu pravemu sončevemu letu, kot bi bili, če bi veljal še julijanski koledar. Seveda se je pa to, kar ste omenili, takrat leta 1582 zgodil, da so prestavili v mesecu oktobru datume in so 10 dni črtali. Ja, tukaj piše, da so šli spat 4. oktobra leta 1582 in se zbudili
15. oktobra. Tako, in to je povzročilo tudi spremembo pri Gregorjevem. Če smo zdaj pri tem, namreč sveti Gregor je najprej godoval, to je bil prvi pomladni dan, torej enakonočje, potem s reformacijo tega koledarja, pa to ni več na enakonočje, ampak goduje 12. marca, torej 10 dni preden pride prava pomlad. Ampak ljudi to v resnici ni motil, ne? Ljudje so še zmeraj govorili, Gregorjevo, pride pomlad, začne se pomlad, vuč gre v vodo in druge stvari ohranjajo. Ja, malce sem se poigraval s to matematiko, ki pa ni tako enostavna, ko vprašaš to astrofizika, ne? Že zaradi samega naklona Zemlje, da ne bomo zdaj preveč zakomplicirali zadevo, ampak ravno v tem obdobju do Gregorjevega se dnevi začnejo najdlje daljšati, torej za dobre 3 minute na dan. Ne? Tako da dejansko nas loči recimo potem v tistih parih dneh se dan podaljša skoraj da za, bom rekel zdaj čez palec, za 15 do 19 minut, takole. Ker ne vem, kateri dan bo to objavljeno, recimo, ne, tako da, in ravno to so pozdravili takrat, ne, ljudje, ta enorm skok dneva, ki se je tako enormno podaljšal. Pa pri starih obredih 4 dnevi v letu so bili ključni, oziroma 2 sta bila najbolj ključna. En je bil najdaljši dan, en je bil najkrajši dan. Ne, takrat je bilo treba izvajati obredja, ker obred izvajamo zato, da bo v svetu red. Ne, to je ključna vloga, ker če ne izvajamo obreda, se beseda že sama to pove, bo v svetu zavladal kaos, ne, lahko je konec sveta in zato se ljudje temu niso odpovedali. In to sta bila 2 ta ključna datuma, potem sta pa še 2, enakonočje, pomladansko pa jesensko. Ne? In večina nekdanjih obredov, se pravi, če govorimo še o predkrščanskem obdobju, o obdobju, ko so ljudje bili vezani na sonce, na luno, še bistveno bolj, kot smo danes vezani, so ključne obrede ob teh prelomnicah izvajali. Zanimivo je, da vse civilizacije, ne, če gledava že v davni Egipt, pa Azteke, Maje, Inke, vsi so nekako imeli isti koledar, po soncu gledano. Ne? Ja, sej, izvorno tudi Božič in vse ostalo, ne, je bilo vezano, ne, na ta dvig sonca. Sonce je, vsi si predstavljamo, brez sonca ni življenja. Ne, in zato še toliko večji pomen dajemo tej ne samo svetlobi, ampak tudi ognju. Ognje tudi omogoča naše življenje, bistveno drugače kot življenje brez ognja. Tako da so častili res naravo, ne, ki so jo videli kot božanstvo, ne bogove same v smislu fizične oblike, ampak kot nekaj, kar je prisotno, neka višja sila. Spoštovali so naravo in zdaj, da so lahko naravo spoštovali in tako kot so verjeli, so izvajali stvari, ki jih je bilo potrebno izvesti oziroma za katere so verjeli, da je potrebno izvesti. Veste, se je zanimivo, ne, danes se nam zdi tako neracionalno, ne, pa kaj je tam nekje, nič ni, ne, mislim, mnogo ljudi razmišlja v tem smislu, ampak po drugi strani pa vidijo dimnikarja, se pa še zmeraj primejo za knof, ker za vsak slučaj, ne, se mogoče pa vsem to prinese nekaj. In zato se nekatere res arhaične stvari ohranjajo v nekih oblikah, ki so z današnjimi možgani mogoče racionalno ali pa znanostjo težko razložljive, ampak živijo med ljudmi. Ravno zaradi tega razloga, ker sej narobe to ne more biti. Če je pa lahko dobro, pa seveda, naredimo to. Skandinavci imajo praznik polnočno sonce, recimo 21. junija, tam se začenjajo neko non-stop dan praktično. To sem sam tudi doživel, nekaj posebnega, ampak ostane varaje na naših tleh. Ampak tistih par minut, ne, pa je v Tržiču pomenilo ogromno za tiste rokodelce, za šuštarje. Na nek način simbolno, ne vse, simbolno, na simbolni ravni. Namreč res je pozimka, je bil dan kratek in noč dolga, so si morali pomagati z lučjo, če so hoteli preživeti oziroma spodobno preživeti. Po leti, ko je bil dan dolg, pa luči niso potrebovali, ne, zato so vuč v vodo vrgli, kot se reče, zdaj tej šegi še v sodobnosti. Je pa res, da je tudi če gledamo zdaj daleč nazaj, čevlarji začnejo luč
pri svojem delu uporabljati, ko pride do neke inovacije, in sicer do inovacije, da jakost luči povečajo s steklenimi kroglami, v katerih je voda. To so ravno te steklene krogle. Tukaj, se pravi, noter je bila sprva sveča, potem so tudi petrolejke uporabljali, te steklene krogle, ki so na gavgah, te pa omogočajo, da se svetloba ojača in usmer. In to je inovacija 15. stoletja. Takrat znajo to narediti in take luči izdelujejo. To je edina, ki je ohranjena na Slovenskem, tovrstna luč v našem muzeju. Jo imamo na stalni razstavi. Je pa resnica, seveda, da to niso bile luči, ki bi jih porabljali samo v Tržiču, ampak v celotni Evropi. Ste poskusili narediti recimo repliko? Seveda. Ja. Delavnica Kosmač iz Bistrice izdeluje replike v naravni velikosti, v pomanjšani obliki in tiste lepo funkcionirajo. Se človek lahko predstavlja, tudi v muzeju imamo novo luč, tako, kjer zdaj seveda gori elektrika, ne žarnica, ampak se vidi, kako v bistvu se svetloba ojača in usmer. Ker čevljar ni rabo celega prostora razsvetljenega imeti, on je rabo svetlobo tam, kjer je delal. In torej od 15. stoletja nekako se take luči uveljavljajo in takrat se uveljavlja tudi delo ob ponoči. Oziroma, ko ni več dnevne svetlobe, ne zvečer, zjutraj si s tem človek lahko pomaga. To so bili kar revni časi takrat, predvidevam. Glede na to, da so šparali po domače rečeno material, da so ga lahko potem spustili za Gregorjevo. Vse je bilo nekako zelo, zelo preračunano. Vemo, tisti konci znajo biti kar malce zoprni tudi, kar se tiče dolžine dneva, hitro je senca, gozda je tam veliko, ni vse tako najbolj prijetno. Mogoče, lahko bi razmišljali tudi z druge strani, mogoče bi bili pa danes veseli. Zato sem vas malce izval, kako ugasnila pa bi šel človek spat, pa bi se lepo spočil do jutra. Seveda, družbene razmere se spreminjajo in ljudje se z njimi spreminjamo in se prilagajamo. In to, kar se nam zdi danes popolnoma normalno in običajno, bi postavljeno v preteklost zdelo se nenormalno in neobičajno, tako kot bo tudi v prihodnosti veljalo. Jaz verjamem, da tudi generacije, ki prihajajo za nami, bojo gledale na naš današnji čas z drugačnimi očmi, z očmi časa, v katerem bojo živele. Gregorjevo ali pa recimo tudi Jurij, George, več imen ima lahko v različnih državah, je pa to seveda zgodba, ki je prisotna tudi v ostalih državah. Če pogledamo samo recimo na Balkanu, je Đurđev dan, potem imajo tudi v Furlaniji, Julijski krajini in ponekod drugod tudi, recimo v Albaniji je tudi presenetljiva zgodba, tam rečejo Šenđerđi, ampak tam recimo zelišča namakajo v vodo in potem se s tem čistijo in umivajo, ampak govorimo o krščanski veri, da ne bo pomote. Tako da ti običaji so na različne načine prisotni kar v precejšnjem, geografskem področju. Ja, seveda, zato ker so ključni za življenje. Brez tega, da izvajajo ljudje neke stvari, ne bo nadaljevanja njihovega življenja ali njihove skupnosti ali njihovega okolja. Vse svetega Jurija so praznovali zelo intenzivno pri nas, tudi v Beli krajini. Vemo vodjo Zelenega Jurija, ne pa na Štajerskem so vodili Zelenega Jurija. In povezan je ta Jurij ampak to ne smemo mešati, ne? Ne smemo mešati, gre za dva različna dogodka, ampak verjetno predvideva se, da primarno je bila to ena stvar, ki se je potem razdelila na različne dele današnjega koledarja. Zapusta obstaja tudi ta Bršljanov, recimo, pa bi tega lahko takoj povezali z Zelenim Jurekom. Ja, se ga lahko tudi povezujemo. Zdaj, v resnici je težko ugotoviti, kakšna je bila ta stara struktura, preden so vse te inovacije prišle, ker veste, vsak čas prinese nekaj novega. Obstajajo tudi teorije komercializacije določenih praznikov, da so jih nekako tudi zaradi tega malce premikali v
v čas dopustov, recimo. To se danes dogaja, ne? Se to, recimo, zadnje stoletje je to bolj intenzivno. Vroča tema je, zato moram malce tudi podkuriti s kakšnim vprašanjem. Ne? Ja, je res to. Včasih so bili mogoče drugi motivi bistveno bolj izraziti, da se je neka stvar spremenila, premaknila. Včasih tudi zelo neracionalni in ljudje se velikokrat niti niso zavedali, da neko stvar spreminjajo. Ampak veste, ko smo pri koledarju, ko se koledar spremeni, zdaj sta dve možnosti. Ljudje so lahko izvajali neke šege po starem koledarju, ker so verjeli, da je tako prav, kot star koledar narekuje, ali pa po novem koledarju, ker je bil zdaj tisti v veljavi. Ja, rekli ste, da so bili čevljarji veseli daljšanja dneva. Vi ste napisali tole čudovito knjigo Obutvena dediščina na Slovenskem, precej zajeten kos materijala je tukaj, takole od raznih špagarc, espadrile bi lahko rekli tudi, ta prve. Eni najstarejših čevljev oziroma obuvalk so se ohranili. Slovensko? Ne, žal ne. V Ameriki, v Severni Ameriki, pri Indijancih. Kako pa je potem z obutvijo na Slovenskem? Verjamem, da je veliko odvisno spet od narave same, kaj je ponujala, recimo, ali pa od živine, ki je bila na voljo, kajti nič se ni stran metal, po domače rečeno spet, Ja, zelo odvisno, o katerem zgodovinskem obdobju govorimo, tudi o katerem sloju prebivalstva govorimo. Vemo, kmetje so bili veliko bolj vezani na domače okolje, na te vire, ki so jih imeli v svojem okolju. Meščani, plemiči so pa praktično že 1000 let prevzemali stvari tudi od drugot in seveda stvari so lahko dobili. Tako da zgodovina obuvanja kaže tudi to, kako v bistvu je bil človek vezan na nek način na svoje okolje, na svoj prostor, na svoje tradicije, po drugi strani pa zmeraj znova sprejemal stvari iz drugih družbenih okolij, ne tiste, ki so bile vedno željene, hotene. Kljunast čevelj je tam, to je zanimiva zgodba konca srednjega veka. Namreč to spet ni slovenska tradicija, čeprav imamo podatke, da so pri nas tudi nosili kljunaste čevlje. To ni za maškare, ne? To ni za maškare, to je čista prav čevelj, ki izvira tam 14. 15. stoletje, ima spredi ta kljun in ta kljun je simboliziral prestiž. Torej, kljun je imel lahko, je smel po zakonih, ki so veljali. Špica družbe. Na nek način špica družbe, predvsem je izkazal status oziroma lahko je imel kljun, če je bil plemič. In plemič višjega statusa, ko je bil, daljši je lahko imel kljun. In tudi en rek je povezan, ki ga še zdaj uporabljamo s tem čevljem, pa velikrat ne vemo, da od tukaj izhaja. Namreč, da živiš na veliki nogi. Ta je živel na veliki nogi. Ta pregovor je vezan na čevelj, ne? Vezan je konkretno na ta čevelj, na nogo kot nogo, na stopalo. Ne na noge, ne. Ker človek, ki je imel veliko denarja, je lahko imel velik čevelj, je imel lahko dolg kljun in ta je živel na veliki nogi, v prispodobi rečeno, seveda. Ja, danes pa merijo to z avtomobili, recimo, ne? Ja, na drugačen način se kaže ta družbeni status. Zanimivo, kako se je ta miselnost nekako prenašala spet, ta veličina, ta dimenzija, ampak zanimivo. To pretiravanje oziroma, bom rekel kar pretiravanje v modi, v oblačilni modi ali pa v obutveni modi se večkrat izrazit pokaže, tudi recimo s čevlji z debelimi podplati. Torej, Benečanke uvedejo modo čevljev z debelimi podplati, lahko so bili tudi 70 cm visoki ti podplati in seveda so zviška gledale te gospe na druge. In od tega čevlja pravzaprav je tudi rek, da daš enega na čevelj. Namreč ena zgodba govori o tem, da si predstavljate ženske na teh visokih čevljih, niso same skrbele zase, so imele služničat. To je malce ironično rečeno, ne? Mogoče dal niti sem ne. jo na čevelj, Ja, to je s tem si jo povišal nekako, če si jo ali... Ne, ker je zgodba drugačna. Zaključek Zato zgodbe je malce drugačen. vračam, da vidimo, kako bova prišla. Zaključek Super. zgodbe je namreč tak, da sta služkinji gospodarico dale na čevelj, sprehajale so se, kjer so se sprehajale in potem so se sprle. In sta jo obstile tam. In ni mogla sama s čevlja dol. Ne? Torej, dale sta jo na čevelj, ne pa s čevlja dol.
in je ostala v milosti in nemilosti nekomu, da ji pomaga pri tem, da bo prišla s čevlja dol. Ne? To je to ključno sporočilo. Ja, neverjetne so te zgodbe. Kako bosi smo bili Slovenci, oziroma kako obuti smo bili, koliko časa. To me je vedno zanimalo. Ne. Recimo, še nedolgo nazaj to so zdaj petke. Ne. To so ti čevlji, visoki čevlji, ne, da daš enega na čevelj. Ne. To so bile kosti, iz česa so bile? Iz različne pluta, les, različni materiale so uporabljali. Ampak to so bile kar precejšnje zadeve. Ta je kar 70 cm, si predstavljate, kakšen je ta? 70. To je za 2 knjigi, to je takole, ne? Ja. To je sicer simbol naraven, ne? Večinoma niso takih obuval s takimi debelimi podplati imele, ampak vendarle primeri pa so in to so stari, ki so ohranjeni, ne? To ni neka replika na novo izdelana. Koliko tega se je nosilo na Slovenskem? Težko rečemo, je pa zanimiv Hemin čevelj tudi na nek način s Koroške ohranjen, je replika narejena tudi, mislim, da imajo Stični ali nekje, nek ljubljanski čevljar je tisto repliko delal, tisti je tudi ni enaka zgodba zraven, ne je drugačna zgodba, ampak vendarle prisotna je ta stvar bila tudi na Slovenskem. Ja, če se vrnemo nazaj k tem bosim nogam in pa obutvi, kako res smo bili bosi Slovenci? Ja, spet v različnih zgodovinskih obdobjih različna, ampak res ta bosost na nek način tudi ohranja en današnji pomen, tudi mogoče en prizvok po eni strani ene asketskosti, stika z naravo, tudi novega stika z zemljo, z svetom, z tudi zdravjem, konec koncev. Tudi zdravjem. Otroci niso imeli platfusa toliko, kot recimo danes, ne? Mogoče, čeprav se z razno obutvijo da tudi ta platfus, do katerega pride, ga premagati. Ampak ta simbolna funkcija na eni strani, po drugi strani pa sporočilo biti bos je nekdaj pomenil biti reven. Se pravi, bos si zakazan v zaporu, bos ne moreš enkamor iti, ne? Če nimaš čevljev, ne greš. In zato so bile ženske bose. Ko gledamo razvoj obuvanja, vidimo, da so obutev najprej začeli nositi moški, da je obutev omogočala vojskovanje, obutev je omogočala prehod drugam, v druge kraje in tako naprej. In ženske so bile vedno vezane bolj na dom, na gospodinjstvo in so bile velik del časa bose kot moški. Nepomemben član družbe je bil pa nekdaj otrok, ta je bil pa sploh lahko bos. Ne, to se spomnimo mogoče, ne bom rekel iz svojega otroštva, ampak mogoče vsaj deloma tudi, ne, ker smo pravzaprav bili polet bosi, ne, smo hodili, ne zato, ker bi bili reveži, saj nam je bilo čist lušten, ampak nek delček te stare tradicije se je ohranjal in se mogoče mičkan še ohranja. Ne. Vendarle, tako če v povprečje pogledamo, bomo prej videli na vasi kakšnega bosega otroka, kakor pa odraslega človeka. Ja, fascinantne zgodbe. Tole me še zanima. Bili so tudi čevlji, ki dolgo časa niso poznali levega in desnega, ne? Ampak sta bila par, ki je bil enak. Dejansko si jih lahko zamenil. No, vem, ko je stvar uhojena, se verjetno stvar oblikuje, ampak izdelovali so čevlje, ki so bili dejansko identični, levi in desni. Ja, ni dokončno pojasneno od kdaj in kako, ker Rimljani, recimo, jih poznamo, so nosili že leve in desne čevlje. V srednjem veku tudi poznamo leve in desne čevlje, ampak nekako ena moda pride v tem 15. stoletju in od 15. stoletja do konca 19. stoletja je bila večina čevljev narejenih na glih kopico, rekli temu, v Tržico temu tako rekli, ali pa rekli so ein parik. In ta čevelj dejansko je po enem kopitu bil narejen, 2 čevlja so naredili po enem kopitu in so jih ljudje nosili na nogah. Ste prej rekel, čevelj se vhod, ne, in potem dobi neko obliko, ampak so nekateri poskušali ohraniti to simetričnost in zato so čevlje nosili na eni in drugi nogi in potem čez nekaj časa obrnili, so rekli, da ni čevelj forma zgubil. Torej, da je ohranil to svojo simetričnost in tudi še druga stvar je, ni se v tem primeru nekje bolj obrabo kot drugje. Ne? Torej,
to nošenje je bilo možno dalj časa. Tukaj sem si pripravil spisek izrazov oziroma poimenovanja določene obutve, pa če greva kar malce takole sproti, se sprehodiva, no? Opanke, a so opanke ali opanke? Opanke. Opanke v Prekmurju topanke poznajo. To ni stvar, ki bi jo povezali samo z Balkanom, tako kot velikrat radi rečemo, ne, da je to neka stvar, ki so južno od Kolpe. Opanke so nosili tudi drugot, ne se v Zilski dolini omenjajo, ene vrste se v Tržiču omenjajo za zelo zgodnejše obdobje. Namreč opanka je starejši tip obutve. Pri opanki je podplat privihan in potem zgoraj na nek način pritrjen. Pri čevlju, ki je pa naslednja faza, razvojna faza obutve, je pa zgornji del prišit, pritrjen na podplat. Ne, to je ta ključna stvar. Recimo Indijanci so poznali mokasine, to je pravzaprav opank, samo tam je drug ime v uporabi. Kaj pa cokle? Tukaj piše košpe. Ja, košpe so ene vrste cokelj. Predvsem so rekli košpe na tem zahodnem delu slovenskega ozemlja, recimo Soška dolina, pa tam okolje, in tam so ponavadi s tem izrazom označevali cokle, ki so imeli že usnjen zgornji del, pa lesen podplat. Sicer pa sprva so cokle bile v celoti lesene. Iz enega kosa lesa izdelane, ali pa je bil spodnji del lesen, zgornji del pa z vitrami prepleten. Ja, lesa imamo ogromno, ne, v Sloveniji. Ne. Ja, in cokle so bile tudi... Cokle slovenska zgodba potem. Seveda. Kajti vsi pomislimo takoj na Holandijo oziroma na Nizozemsko in na njihove znamenite cokle. Ne. Ste malce brskali potem, kako je z našimi coklami in pa zakaj recimo potem holandska tako svetovno znana, naša pa malce manj recimo? Seveda sem brskal, ja. Dajva to coklo razdelati. Cokle so poznali, no zdaj, da ne rečem povsod po svetu, na vsak način povsod po Evropi so bile cokle doma in cokle so zmeraj veljale za neko preprosto obuvalo. Namreč, tako kot ste rekel, ne, za cokle rabaš en polen in spretne roke in nož in lahko to izdelaš. In dejansko so cokle velikrat delali tako vaški, priočeni rokodelci, ne? Zato se ni bilo treba izšolati, zato ni bilo treba v cehu biti, kot recimo za čevlje. In cokle dejansko so bile bistveno cenejše in dostopnejše. Sicer tudi manj udobne kot čevlje, ampak vendarle. Do cokel je lahko skoraj vsak prišel in so se obveljavili kot eno preprosto obuvalo, velikrat primerno za planine, za doma, za okrog hiše, in jih tako tudi nosijo. Nizozemci pa ponekod v Franciji, nekod tudi v Španiji so pa v posameznih okoljih to vzeli kot tisto stvar, ki je za to skupnost pomembna in se z identiteto razvija. Ne? Torej, mi se povezujemo, Slovenci, bom rekel, zdaj, če smo pri obuvanju z visokimi škornji zvihali, ne, to je neka naša stvar in naša posebnost, čeprav je resnica, da to vsa Evropa pozna in da je to renesančni škoren, ki je z mode prišel tudi v obuvanje kmečkih ljudi. Na Nizozemskem so se pa zelo izrazito identificirali s temi coklami in so iz tega naredili izvozno blago, turističen produkt in še marsikaj, in zato danes recimo vsi ljudje, ne bom rekel na svetu, ampak večina ljudi na svetu cokle povezuje z Nizozemsko. So jih pa nosili v preteklih stoletjih približno toliko pogosto, kot pa Slovenci. Zdaj pa morava še o škornjih. Ne? Imamo različne tipe, visoke, nizke škornje z vihali, z jezikom, brez jezika, takole recimo tudi za ježo ali pa za kaj drugega. Tukaj bi tudi vi lahko verjetno govorili kar precej časa, ne? Ja, pa ne bom dolg časa govoril, ampak to res, tisti so visoki škornji zvihali, ti so se uveljavili kot en simbol slovenstva, tudi v povezavi s tem pripadnostnim kostumiranjem oziroma z narodno nošo. Je pa dejstvo, da so jih na Slovenskem nosili že v 17. stoletju v kmečkem okolju, celo 18. stoletje in še začetek 19. stoletja, potem pa počasi izginjajo iz rabe, ne, jih ljudje ne nosijo več, ker se obutev spreminja. Kako je ta
obutvena zgodba prišla v Tržič? Kako se je to dejansko začelo dogajati? Vemo, rečica, reka teče mimo, so hribi, je verjetno tudi kakšna divjad, je govedo, je bilo ruralno področje, ampak to rokodelsko znanje, da zaide v te konce Gorenjske, kako se je to pravzaprav izvorno začelo? Verjetno ste se tudi vi to najprej spraševali, ne? Ko ste začeli kopati po vseh teh faktih in pa zgodbah. Se pravzaprav še zdaj sprašujemo o tem, kje je zdaj ključen, oziroma mislim, da razumemo ključen razlog, ampak vendarle težko je ga skoraj pojasniti, namreč v Tržič je bil trg. V Tržiču so bili številni rokodelci. Najprej kovači in kovaška obrt doživi svoje. Kropa je bila tam na drugem konju. Kropa je bila tam, ampak v Tržiču so predvsem kovali zahtevnejše izdelke, kose, srpe, sekire in druge stvari. Ko to kovaštvo nekako začne bledeti, se zelo razvije, zelo intenzivno usnjarstvo. Po usnjarstvu je ena zlata doba nogavičarstva. To ljudje, ki ne poznajo Tržiča in dediščine Tržiča, težko razumejo, zakaj je nogavičarstvo tako pomembno bilo. Ampak dejstvo je, da je bilo Tržič največje nogavičarsko središče na Slovenskem. To velja za 18. in prvo polovico 19. stoletja. Potem se pa ena stvar zgodi, namreč tržiški nogavičarji, imamo podatke o tem, da je bila vsaka druga tržiška hiša nogavičarska hiša, da so pletali moški, ženske in otroci, da to je množična proizvodnja bila. In te nogavice so bile tudi zelo cenjene, so imeli dobre preprodajalce, ki so jih uspešno razpečevali, Material pa volna, verjetno? Material pa volna, ja. Večinoma so bili to kmečke nogavice, saj lahko bi delali tudi iz bombaža, iz svile, ampak v Tržiču so se v glavnem z volnenimi ukvarjali, zato za kmečko rabo. Po sredini 19. stoletja pa pride do enega ključnega preloma v oblačenju in sicer, vi si predstavljate, da do sredine 19. stoletja so moški nosili podkolenske hlače in če imaš hlače samo do podkolen, je zelo pomemben, kaj imaš spodaj. Zdaj je škorne, seveda lahko pa čevlje in nogavice. Potem se pa moda spremeni in moški prevzamejo dolge hlače in zdaj, ko imaš dolge hlače, pa ko si kmet, ne boš več nogavic nosil. Po hitro vroče, ne? Ja. Ne samo, da bo vroče, ampak ne bojo se videle. Zakaj bi dal denar, ki ga težko prisluži kmet, za nekaj, kar noben ne bo videl? In tržiški nogavičarji dejansko zelo hitro propadajo, tako množično propadajo. V 10 letih se to število zmanjša, ne bom rekel na nič, ampak skoraj na nič. In mnogi ti nogavičarji se začnejo ukvarjati z drugo stvarjo, ki je za na noge, in sicer s čevljarstvom. In zlata doba čevljarstva sod v sredino in drugo polovico 19. stoletja. Mi imamo podatke iz 17. 18. stoletja tudi o številu čevljarjev v Tržiču, ampak ni bilo nič večje, kot kje drugje. V kakšnem, ne vem, Škofji Loki, Radoveljci, Mariboru, v kakšnem sorodnem kraju. Po sredini 19. stoletja pa te številke res rastejo. In imamo podatke, da v Tržič delajo konc 19. stoletja že 1 milijon parov čevljev letno. To so velike številke, konc 19. stoletja. 1 milijon parov letno? 1 milijon parov letno. V tistih časih? V tistih časih. Veliko je bilo čevljarjev, se tudi potrošnja je bila sorazmerno velika, ker vi si predstavljate, da tudi hlapec je že kot plačilo za svoje delo v tistem času dobil 1 leto čevlje zastonj, drugo leto so mu jih pa popravili, ne potempljali. Tako v povprečju, te pogodbe so bile zelo različne, ampak vendarle čevlji, navkljub temu, da usnje je bilo precej trdno, da so veliko časa s tem ukvarjali, da bi čim boljšega naredili, ampak čevelj, če ga človek nos dan za dnem, se v 1 letu ali pa v 2 letih je odslužil svojemu namenu. To je tudi resnica iz 19. stoletja. Je bil to tudi izvozni artikel takrat? Zelo močen. Zelo močen, ne? Tako kot nogavice so bili tudi izvozni, je treba razumeti prostor tak, kot je bil. Avstro-Ogrska monarhija. Avstro-Ogrska, na vsak način, ja. Na Kranjsko, na Štajersko, na Ogrsko, na Balkan. Tudi za vojsko morda?
Za vojsko ta zgodba v zvezi z vojsko je pa bolj povezana s Petrom Kozino in Pekom. Zdaj, ko smo pri obutveni dediščini, torej Peter Kozina je ustanovil tovarno Peka v Tržiču in med prvo svetovno vojno so delali čevlje za avstro-ogrsko vojsko in je takrat Peter Kozina tudi zelo dobro zaslužil. Ampak zanimivo, kako te tovarne so danes izginile, kako je ta zob časa spreminjal naše potrebe, naše navade, tudi naše zgodbe, konec koncev. Če gledava, jaz sem rojen še v bivši državi, v Jugoslaviji, vem, takrat je bilo par fabrik, pa bil Borovo, pa Peko, pa Planika, nismo imeli prav veliko izbire, in tudi nekako statusno gledano smo si nekako v narekovajih morali biti enaki, da nismo preveč izstopali, če ne si bil že šminker ali pa lejtega izstopa. Tako da tukaj bi tudi lahko govorila nekako o, bi rekel, da ta obutev je bila ljudska na nek način, po drugi strani pa delegirana. Zelo spreminjale so se stvari. Ja. Zdaj, če smo konc 19. stoletja... Če gledamo zdaj socializem, recimo, ki nam je nekako najbližje po spominu. Po drugi svetovni vojni je prišlo do spremembe družbenega reda in ta sprememba je prinesla mnogo sprememb tudi v življenje posameznikov in v razvoj marsičesa. Če je do druge svetovne vojne nekako veljalo, da je pomemben člen družbe plemič pa meščan, pa da je pomemben člen družbe tudi kmet, ki proizvaja marsikaj, je po drugi svetovni vojni prevladovala ta paradigma, da je najpomembnejši član družbe delavec. In ta miselnost oziroma ta smer je seveda po drugi vojni plemič status izgubi oziroma plemičev ni. Meščani izginejo. Kmetje niso vredni, delavec je tisti, ki je vreden. Proletariat. In seveda povezavi z razvojem tovarn, z razvojem gospodarstva tega, kakršen se je takrat razvijal. In takrat, recimo, ko smo bili pri čevlarjih, ti rokodelci, ki so delali čevlje do druge svetovne vojne, po vojni je bilo njihovo premoženje tudi v Tržiču mnogih, čeprav so bili sorazmerno majhni s par zaposlenimi pa z nekaj stroji, ampak njihovo premoženje je bilo nacionalizirano. In seveda mnogi čevlarji, tisti, ki so bili zaposleni, so šli delati v Peko, oziroma so bili takrat tudi različni obrati, ki so se potem združili in to desetletja tega socialističnega obdobja seveda imajo posledice tudi potem, ko se to socialistično obdobje zaključi. Namreč človek se priuči in nauči nekega načina izdelovanja in kaj ta tradicija 30-40 let prekinjena, to je generacija šla že mimo. In če ni tega neposrednega prenosa znanja iz generacije na generacijo, je stvar končana. Pa je zanimivo, ta trikotnik, Tržič, Alpina, Žiri, potem Planika, ki je imela ob Kranju, ob Savi tudi eno izmed tovarn, ampak to so bile tovarne, ki so takrat začele delati tudi za širši jugoslovanski trg, tako da so bile takrat, izvozno, če rečem, danes bi bil to super posel. Ne samo za jugoslovanski trg, veliko tudi za vzhodno Evropo in na zahod potem začnejo izvažati. Je pa bil Peko v tem pogledu v marsičem vodilen. Namreč... Zakaj? Zakaj? V Peku so tam v 60-ih letih, konc 50-ih in začetku 60-ih let začeli šolati svoje vodilne delavce v Nemčiji. To je bilo v tistem času, ko so bile meje zaprte in ko je bilo do tega težko priti. Ampak vendarle, znanje nemščine v Tržiču ni bila težava, imeli so to vizijo in na nek način te stike vzpostavili, tako da so vodilni delavci prišli v Nemčiji, v Pirmasensu, stik s sodobnimi evropskimi trendi. In stroji tudi, ne? Stroji, to predvsem ključni stroji so bili pa materijali. Takrat so se stvari spreminjale. To pride lepljena obutev, pride plastika, gumi za podplate in vse te stvari in Tržič je bil v stiku s temi in Peko ni razvijal samo svoje proizvodne v svojih tovarnah pa obratih, ker so jih imeli, ampak je skrbel za marsikaj v Jugoslaviji nekdanji, standardiziral je recimo kopita, velikosti čevljev in tako naprej in skrbel, vodilni delavci Peka so bili tudi v Beogradu v tisti komisiji, ki je skrbela za izvoz v
danjo Sovjetsko zvezo. Ampak tovarna je bila nacionalizirana. Tovarna je bila nacionalizirana, seveda. Peter Kozina je umrl 1930. leta. Takrat tovarna Peko ni bila v dobrem stanju in so se ukvarjali z banke. Med drugo svetovno vojno so nekaj mogli delati za Nemce, po drugi svetovni vojni. 1948. leta je bila pa stvar nacionalizirana in potem je to, ne vem kako se je takrat imenovalo, verjetno državno podjetje oziroma pač tovarna je bila. Je zanimivo, da so tudi spremenili ime. So rekli tem Peko, tu ne smemo več reči Peko, ker to je Peter Kozina, ne, to je zdaj kapitalist. In so spremenili ime v Triglav in nekaj časa, ne veste, nekaj časa pod tem imenom delovali. Tako star pa še nisem. Ampak se čevlji niso dobro prodajali, ne, in so ugotovili, da to ni v redu in so vrnili ime Peko po parih letih, ampak so ime pa je drugače razlagali, ne, so rekli proizvodnja PEKO, proizvodnja elegantne, kakovostne obutve. So se znajli, ne? Ja, so zanimive po domače, zgodbe. kjera prevara, ne, je bila to, ne? Ja. Kakšne zgodbe, neverjetno, ne? Pa Ljubelj, ne, takrat, ne, je bil zelo aktivna pot, ne, tudi za, vemo, šverc, komerc, ne, se je dogajal, ne? Ja. Gastarbajterjev je bilo, oziroma tisti, ki so hodili na delo v tujino in nazaj so se vrali. To je bila ena izmed najbolj prometnih poti, tudi skozi Tržič, ne? Vemo, preden so še karavanke naredili, je Tržič bil kar oblegan nekako, ne? Ene pomembne stvari nisva povedala. Tržič se je razvil kot trg in kot tržko, to obrtno, rokodelsko središče, predvsem zaradi prometne poti. Torej, že v srednjem veku pa poznej Jadran, Evropa. Tukaj je bil sorazmerno ne lahek prehod, ampak je šla pot čez in je bilo možen, čezit in kratka pot je bila in tukaj se Tržič razvija. Potem seveda v naslednjih stoletjih se stvari spreminjajo. Sprva je bila to tovorna pot, potem naredijo cesto in je vozna pot. Valvazor kaže, kako tam usekajo, kako je še predor, ki ga potem usekajo in je prehod spet lažji. Potem pa med drugo svetovno vojno gradijo, pa zaradi nemških interesov, ta tunel, ki ga še zdaj poznamo, ne, po katerem se še zdaj peljemo proti Celovcu. Je pa zanimiv, da odprt je bil pa tudi sorazmerno pozno, ne. Med drugo vojno je bil tunel že zgrajen, med drugo vojno so že skozi tunel šli ljudje, ampak potem je bila ta meja neprehodna in stik nezaželen s tem evropskim prostorom, z avstrijskim prostorom in so ga uradno odprli v 60-ih letih šele. Ampak to pa zagotovo vem po pripovedovanju mojih prednikov, ne, da so tudi Avstrijci masovno hodili nakupovati čevlje ravno v Tržič, v tisto industrijsko prodajalno, ki ne vem, ali to sploh še obstaja, ali je tam še kaj Pekinega notri. Samo prostor še obstaja, niti čevljev ni več tam notri. Ampak bila je pa to res oblegana maksimalno, ne. Trgovina Deteljica, trgovski center so zgradili, ne, to je bila res takrat izjemno sodobna trgovina in posebna tudi o tem, da si tam lahko dobil ne samo čevlje iz serijske proizvodne, ampak mnoge tudi čevlje z napako, za manjši denar, za tujino, vzorčne modele, ne, v Peko so imeli krasne modelirje, ki so razvijali nove kolekcije, novo obutev in v tej Pekovi trgovini so prodajali marsikaj od tega, kar nikoli ni bilo serijsko izdelano. In to je bila posebnost. Spomnim se vonja te trgovine. Ja. Bil sem tudi sam starši ali pa starimi starši tam notri in vem, da je bil vedno dren. Ja, in tudi širili so jo, ne, sprva je bilo samo v zgornjem prostoru, potem se je način prodajanja obutve tudi spremenil. Parkirišče je bilo spredaj. Prostor še stoji in tako nostalgično si je možno predstavljati, kako je to takrat bilo, ne vem zdaj v katerih letih, 80, 90, kaj je stvar cvetela, ampak potem je pa zamrla seveda skupaj s Pekom. Ja, sej nekaj teh rokodelcev v teh koncih še obstaja, ki recimo izdelujejo kakšne gojzerje ali pa planinske čevlje, ne? So še fantje, ki izdelujejo res zelo kakovostno
robo. Nekaj oziroma- podjetij v Tržiču imamo, kjer se ukvarjajo še zdaj s čevljarstvom, zdaj bolj množično izdelujejo, več ljudi zaposlujejo, ampak to znanje se ohranja, je prehajalo iz peka potem na te posameznike in imamo nekaj res teh uspešnih podjetij in krasnih čevljev, ki jih je mogoče v Tržiču še So to kupiti. potomci čevljarjev ali nekako so zagrabili to zgodbo, ki jo Tržič ponuja okoli čevlja? Ne vem, če se bom zmotil, bi skoraj rekel, da so vsi potomci čevljarjev. Izhajajo iz teh tradicij predvsem iz peka ali pa ki je posredno iz peka, ne, so ohranili in se upali podati na samostojno pot. Še vpliv, vemo, da Avstro-Ogrska je naredila tudi za naše ozemlje ogromno dobrega, od cest, predorov, infrastrukture, tudi v končni fazi, da smo morali saditi tepke, hruške in še marsikaj, da smo imeli ozimnico, tako da Marija Terezija in pa Franc Jožef kasneje so imeli res dobre metode reševanja prebivalstva. Ampak čevljarstvo, ta industrija, kako je bila morda povezana, vemo, tudi Trst Dunaj je bila zelo znana pot. Je tukaj bilo čutiti tudi kaj tega tržaškega vpliva Dunaja? Takrat, če se vrnemo zdaj malce nazaj v tiste čase, ko se je res ogromno dogajalo na teh naših koncih. Predvsem Dunaj je bil močno središče. Ne, tudi tržiški čevljarji so se že v 19. stoletju učili na Dunaju, konc 19. stoletja so tam imeli že šolo, posebej specializirano za čevljarstvo in ti vodilni, ki so potem v Tržiču to znanje predajali naprej, so do prvih znanj na Dunaju prišli. Tako da naš prostor je bil del Avstro-Ogrske, zelo povezan z Dunajem, mogoče vsaj mečkam posredno tudi s Trstom, ko so bile tam kakšne pomembne razstave, ampak vendarle tako proizvodnjo, pa predvsem s to kulturo, ki jo je narekoval Dunaj. Namreč tam so izhajali časopisi, tudi obutveni, modni časopisi, kolekcije so se že prodajale, tehnologije so se razvijale. Je pa zanimivo, da Tržič na nek način danes ga zelo povezujemo z neko arhaično izdelavo, staro tradicijo. Ta industrializacija, ne, tistem v času komunizma, socializma, nekako se mi zdi, da je umazala malce ta Tržič s temi bloki, s to arhitekturo, ki, ko si se prepeljal recimo iz Tirola v Avstrijo ali pa recimo z Koroškega konca v takratno Jugoslavijo, je bilo občutiti neko sivino. Ja, verjetno vi domačini to tudi najbolje veste, ne? Urbanizem je naredil svoje, ne? In ta spremenjen odnos do dediščine. Ja, mogoče. Tržič se je v tej drugi polovici 20. stoletja precej izpraznil, mesto Tržič takrat že ne več trg. Tudi danes ni najbolje. Tudi danes ni zelo naseljen, čeprav marsikaj se kar lepo obnavlja in dobijo, ne vem, stavbe, dobivajo nove podobe, ampak vendarle ogromno bi bilo še za narediti. Ljudje so pa bežali iz Tržiča, predvsem tja, kjer je bilo več sonca, kjer so bile nove stavbe, kjer so bili novi bloki, ker je v tedanji družbi to pač veljalo za nekaj, kar je za sprejeti in kar je več vredno, kot biti povezan z neko starost, arhaično stvarjo. Zanimivo, pa smo spet pri luči in dolžini dneva, ne? Pri neki svetlobi, ki jo ponuja nek kraj na takšen in drugačen način. Ampak ko gledam recimo določene zgodbe v Italiji, ker znajo nekako te zgodbe čudovito prodajati, pa ne samo oni, tudi kje druge po svetu znajo izkoristiti to bogatstvo, to dediščino, to kulturo, ta razvoj, tradicijo konec koncev, slovenstvo na nek način tudi, ne? Da ne bo pomote. Zakaj mi ne znamo tega kapitalizirati na nek način? Ob vseh teh znanjih, teh zgodbah, ki so seveda čudovite, jaz bi vas poslušal še ure in ure, sploh pa o čevljih, ki vemo, da so lahko lep magnet.
Jaz ne bi bil tako kritičen, se mi zdi, da je pri nas tudi kakšna stvar zelo lepo uspeva. Nisem želel biti kritičen, ampak bolj upajoč. Upajoč, ja. Potenciali so še ogromni. Ne samo v tem turističnem smislu, ampak tudi v smislu identitete, razvijanja pripadnosti, zdaj slovenstvu ali lokalnemu okolju ali kakršnemu drugemu. Jaz razumem, da je to pozitiven pojav. Ljudje moramo biti povezani s svojimi koreninami in bolj, ko smo povezani s koreninami in jih razumemo, lažje razmišljamo o sodobnosti in lažje gradimo prihodnost, v kateri mi bomo nekdo, ne bomo anonimni, se bomo lahko z nečem identificirali. In mislim, da tukaj je možnosti, da bi bile stvari boljše, še res veliko. Je pa res, da je to človek, ki hodi po tujini. Če je kritičen, lahko vidi marsikaj nelepega in nezgledanega in je potem tudi vesel, da mogoče v enem domačem okolju stvari drugače živijo. Tako da imamo pri nas stvari, ki so krasne in hvalevredne, tako kot recimo spuščanje gregorčkov. Mislim, da lepo je en primer, ki lepo živi. Imajo v tujini tudi stvari, ki so krasne, imajo pa tudi stvari, ki si jih pa mogoče ne bi želeli. Prav v zvezi s to mogoče kakšno banalizacijo dediščine, s tem cenenim turističnim cirkusom, zdaj če grozen izraz uporabam, ampak vendarle, no, se mi zdi, da eno in drugo je treba razumeti. Ja, vsekakor, tisto vračanje koreninam včasih tudi obrodi sadove. Ja. Tole sem še napisal za zaključek, vas bom prosil za komentar, pa tudi nekakšna zahvala. Ne? Ko se narava prebuja in po stari navadi Gregor luč v vodo vrže, ljudje odložimo težko zimsko obutev tudi. Ne? Naj nas ta pomladni čas opomni, da so naši predniki z vsakim parom čevljev, naj si bo skromnih opank ali gospodskih štvorjev samozavestno stopali po naši slovenski zemlji. Naj bo vaš in naš korak v to pomlad lahek, lep in vedno usmerjen tja, kjer srce najde vselej svoj dom. Tako da srečno pot vsem skupaj v nove dni. Hvala lepa za povabilo. Se popolnoma strinjam s to mislijo in res moramo biti samozavestni in ponosni na to, kar imamo, kar lahko ohranjamo in kar lahko prenašamo prihodnjim generacijam. Hvala za čas in hvala, da smo lahko skupaj hodila po tej poti čevljev, oblačil in seveda tudi luči, ki jo bodo 12. vrgli v vodo. Hvala lepa. Tako in tudi vi imejte čim več luči prižgane, kjerkoli že ste, vsekakor pa vedno radi tudi širimo svetlobo in predvsem tudi širimo obzorja, tako da spremljajte nas na naših družabnih omrežjih, pa tudi na domovina.je. Hvala, ker ste bili z nami.